Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pred nami je božični čas, ki se ga najbrž že vsi nestrpno veselimo. Božiča pa se v današnji pravljici razveselijo tudi gozdne živali. Me prav zanima, kako si bodo pričarale čudovit božič. Tudi vas? Potem predlagam, da brž prisluhnemo pravljici. Pravljico z naslovom Božično praznovanje je napisala Kate Westerland, za ilustracije pa je poskrbela Eve Tarlett. Pa prisluhnimo. Mami, glej, zvezdni utrinek, je vzkliknila srnica Klara. Ali je res vsaka zvezdica na nebu želja, ki čaka, da se bo uresničila? Tega pa ne vem, je odgovorila mamica. Ampak če si nekaj zelo želiš, lahko sama veliko storiš za to, da se ti bo želja izpolnila. Klarina mamica je tiho nadaljevala. To leto je zima prišla zelo zgodaj. Veliko snega je in malo hrane. Bojim se, da božič ne bo lep. Za nikogar. Mami, bomo imeli mi dovolj hrane? Je vprašala Klara. Bomo že kako, jo je potolažila mamica. Bomo že. In božič? Je zašepetala Klara. Mamica ni rekla ničesar. Skrbelo jo je. Klara je imela rada božič, ki je bil vedno poln presenečenj. Želela si je, da bi bilo tudi letos tako. Za vse. Dvignila je glavo in zvezdici, ki je na nebu najbolj mežikala, zaupala svojo veliko željo. Naslednjega dne pa je zapadlo še več snega. Tega si Klara res ni želela, kajti visok sneg prinese še več skrbi in težav. Nenadoma pa so se nekje v daljavi oglasili majčkeni zvončki. Saj Klari se je tako zdelo. Zvončki? Še nikdar jih nisem slišala, je razmišljala. In šla je za glasovi. Kam pa ti? Je vprašala veverica Tinka. Zvončke sem slišala, iskati jih grem, je povedala srnica. Zvončke? Nobenih zvončkov ne slišim, je rekla Tinka. Jaz pa sem jih slišala. In ko sem sledila zvončkljanju, sem našla tole, je rekla Klara. Jagode, se je začudila veverica. Kaj pa lešnike? Si našla tudi lešnike? Ne, lešnikov pa ne, je žalostno odkimala Klara. Morda bi morala s teboj, če boš slučajno našla kakšne lešnike, je menila Tinka. Poslušaj, zvončki, spet slišim zvončke, je zašepetala srnica. Nič ne slišiš, to je prekinila Klara. Hej, kam pa vidve? Jo je ogovoril zajček Rafko. Za zvončki, je odgovorila Tinka. Za zvončki? Je vprašal Rafko. Čakaj, tudi jaz jih slišim. Zakaj pa hočeta tja? Klara je sledila zvončkljanju in je našla nekaj jagod, je pojasnila Tinka. Gotovo so kje tudi lešniki zame. Grem lahko še jaz? Lačen sem. Vse, kar rad jem, je globoko pod snegom, je zastokal zajček. In tako so vsi šli tja, odkoder se je slišalo tiho cingljanje. Au, je kar naenkrat kriknil Rafko. Au, moja tačka se je zataknila za zlomljeno vejo. Au. Je kako ti je pa to uspelo? Je vprašala Tinka. Tebe sem gledal na mesto, da bi pazil kot tacam. Mi lahko pomagata? Tinka je potisnila in Klara je povlekla. Zlomljena veja se je premaknila in zajčkova tačka je bila rešena. In ko se je veja premaknila, pa so se izpod nje pričeli kotaliti lešniki. O, šmentana reč, je vrisknila Tinka. Lešniki! Mislim, da jih moramo razdeliti, je rekla Klara. Deliti? Je široko zinila Tinka. Lešniki, jagode, mogoče še kaj od doma, je nadaljevala srnica. Vsega skupaj je tako malo, da bi še to delili. Zakaj pa ne? Je nasprotovala Tinka.
Si mislila na kaj posebnega? Se je začudil Rafko. Ja, na božično praznovanje sem mislila, se je zasmejala Klara. Čuču, kaj pa se dogaja? Kaj se dogaja? Je zanimalo ptičke. Klara je slišala zvončke, je pojasnila Tinka. Šli smo za zvončkljanjem in odkrili nekaj slastnih dobrot. Praznovali bomo, je pojasnil zajček Rafko. Bi tudi vi radi prišli na naše praznovanje? Ču, nekaj semen imamo, prinesli bi jih, so se ponudili ptički. Ali lahko povabimo še sovo in ostale? Seveda, vsem povejte, je rekla Klara. Srečali se bomo ob vznožju hriba in šli skupaj na vrh. Tam je najboljši prostor za božično praznovanje. Ptički so veselo novico raztrosili po vsem gozdu. In kmalu so od vse posod začele prihajati živali in vsaka je prinesla kakšno malenkost, da bi jo delila z drugimi. In ko so skupaj prilezle na vrh hriba, niso mogle verjeti svojim očem. Poglej, poglej, kakšno čudovito drevo, so vzklikale očarane živali. In res, na drevesu je bilo polno dobrot za lačne želočke. Ob drevesu pa jih je čakal osliček. Izak sem, je rekel, in zvončki okrog njegovega vratu so zazveneli. Tvoji zvončki so nas klicali, je rekla Klara. Otroke iz bližnjih vasi je skrbelo, da ne boste imeli dovolj hrane, ko je tako visok sneg, je pojasnil osliček. In pomagal sem jim nositi priboljške za vas. Vse posod po gozdu so jih pustili. Potem pa so še ukrasili tole drevo za božič. Juhu, lešnike vidim, je zavriskala veverica. Ču, hvala, so zaščebetali ptički. Slišal sem nekaj o praznovanju, pa sem prinesel še svoje korenčke, je rekel Izak. Živali so si razdelile vse, kar so imele. Potem pa so pele božične pesmi in veselo zarajale. Osliček Izak je povedal zgodbo o prvem božiču. Oslički jo namreč še posebno lepo povedo. Pošteno je, če si razdelimo, kar imamo, je s polnim gobčkom lešnikov zamumljala veverica Tinka. To je najlepši božič, kar sem jih kdaj doživel, je pristavil zajček Rafko. Klara je pogledala oslička in njegove zvončke ter se obrnila k mamici. Mami, zvezdici sem poslala svojo željo, je rekla. Želela sem si lep božič in kakšno presenečenje. S tvojo pomočjo se ti je želja tudi izpolnila, je pokimala mamica. Božično praznovanje je bilo imenitna ideja. Nenadoma pa je z neba padla lesketajoča se zvezdica. Živali so obstale in nemo opazovale čudovit prizor. Takega božiča še nikoli ni bilo. Prav je, da smo si vse razdelili, so se strinjali gozdni prebivalci. Tako je božič veliko lepši, najlepši. Kako prijeten božič so si ustvarile tele naše živalice in si pomagale med seboj. Zares prijetno. Verjamem, da si boste tudi vi ustvarili prijeten božič, prijetno božično praznovanje in prijetno božično vzdušje. Tako, upam, da vam je bila tale pravljica všeč in da vas bo navdahnila, da prisluhnete še kakšni drugi pravljici, ki čaka na vas na YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Dragi otroci, želim vam prijeten božič, vse lepo, predvsem pa veliko zdravja. In radi se imejte. Do prihodnjič pa en prijeten čau.